smo na Dunaju, natančneje na ulici Marije Hilferstraße. To je najdaljša nakupovalna ulica na Dunaju, ki je od ulic, ki pomenijo nekaj v tržnem smislu, ena od bolj učinkovitih in prodajno usmerjenih. No, boljši od nje so zagotovo ulica Hochmarkt, pa Graben, pa Kärntenstraße. No, pa ni to tako pomembno. Pomembno je, da je ulica, ki jo vidite pred seboj, res nekaj posebnega in tudi glede na število obiskovalcev odmevna in ustrezna. No, tukaj ta znak U na levi in desni strani pomenita, da je vhod v podzemno železnico, in sicer od Zieglergasse, ki vas popelje po 4 postajah do Štefanovega trga. In to pomeni, da ste takrat že v središču mesta. Naš namen pa je, da vam pokažemo, spoštovani, nekaj drugega. Objekt tale rumen na levi strani, kjer piše na trgovini Hel. Na to Felhof v zeleni barvi, in to je poslovna zgradba številka 107. In ne boste verjeli, ta številka 107 zgradba je v lasti države Slovenije. No, danes si jo lasti kot uporabno za svoje potrebe Banka Slovenije. In sicer je zanimivo to, da Banka Slovenija to zgradbo oddaja. V njej je 5252 kvadratnih metrov uporabnih površin in v njej je kar, ne boste verjeli, 40 stanovanj. Del poslovnih prostorov in seveda tukaj spodaj vidni prostori za trgovske namene. No, da boste vedeli, to je zelo pomemben prostor, ki bi ga lahko izrabili za promocijo slovenske turistične potrebe, in sicer za predstavitev naše kulinarike, našega vina, naših izdelkov, naših ustvarjalcev na področju računalništva in seveda na področju drugih potreb. Vidite, in tukaj v tej zgradbi, zgoraj na vrhu ali pa nekje druge, del teh prostorov Banka Slovenije uporablja za svoje namene takrat, ko pridejo njeni uslužbenci v avstrijsko prestolnico. No, in to vse je dejansko vaše in ne od Banke Slovenije. Namreč to smo podedovali ali pa pridobili po razpadu Jugoslavije, in to je del, ki pripada Sloveniji oziroma slovenski državi, natančneje, če smo zelo točni, slovenskim državljanom. Ampak, zakaj se ne uporablja ta objekt za druge namene in promocijo Slovenije, ne vemo, ampak bomo raziskali. In takrat bomo jasno in javno pozvali tiste, ki so za to odgovorni in plačani, da to uredijo in zagotovijo. Ne glede na to, kaj si mislijo, je treba vedeti, da gre seveda za vaš denar. Namreč vi, davkoplačevalci, ste tisti, ki v bistvu ste lastniki tegale prostora v področju tega nakupovalnega središča, ki ga bomo pogledali iz te strani proti železniški postaji in seveda še enkrat z te strani proti področju, ki nas popelje do
znamenitega Hofburga in pa seveda Štefanovega trga ter ostalih znamenitih ulic na Dunaju. In končamo tam, kjer smo začeli, na zgradbi države Slovenije, kjer vidimo, ne boste verjeli, da samo v enem oknu v tem trenutku gori luč. In to je luč, če pogledate spodaj v prvi vrsti, levo, drugo okno. To je tudi vse. Lepo se vejte in gremo v akcijo, da preverimo, kaj se dogaja s to zgradbo na Hilfestraße 107, ki je, spoštovane državljanke in državljani, vaša last. Da ne bi slučajno mislili politiki, da je to njihova last. Ne, to je vaša last. Lepo se imejte in naša naloga je, da to preverimo in jih tudi poskušamo podučiti, kako se tej stvari streže, če sami ne znajo. Nasvidenje.